Kobila je danes po več kot 2 tednih oskrbe zdrava in skoraj povsem umirjena. Pod spretno roko izurjene trenerke divjih konj počasi zaupa ljudem. Ukročeno pa bi lahko lažje prodali na dražbi, pri kateri vztraja policija, ki vodi postopek. A prodaje ne bodo mogli izpeljati, vse dokler oskrbniku ne bodo poravnali stroškov. Ta ocenjuje, da vzdrževanje stane približno 10 evrov na dan. Pričakujete, da vam bodo povrnili stroške, ki so nastali z vzdrževanjem tega konja? Ja, tu bojo, konj pač ne gre iz štale, dokler teh stroškov ne poravnajo. Nad dražbo pa so ogorčeni tudi ljubitelji konj. To je živo bitje, ki ima čustva in mislim, da je bilo do nje najbolj fair, da bi ostala pri punci, katero si ona zbrala za lastnico. Ker pač to ni predmet, to ni najdena stvar. Želijo si, da bi jo lahko posvojilo dekle, ki ji kobila zaupa in je najbolj zaslužna za to, da je prišla varno v hlev. 2 leti stara kobila namreč ni bila vajena nikakršne bližine. Bila je polna klopov, parazitov in podrepnih muh, kar nakazuje, da je vsaj pol leta preživela v divjini. Ob stiku s človekom je podivjala, zato je bilo lovljenje smrtno nevarno. Non era difficilissimo, nel senso che io, essendo abituata a lavorare con i cavalli selvaggi, con i Mustang americani, questa cavallina qui era abbastanza facile. Cioè, essendo di una specie domestica, quindi non selvaggi da anni come i Mustang, comunque nel DNA c'hanno un po' più l'ammansimento del cavallo docile, sono più docili. Na policiji ne dajajo izjav do konca postopka. Iz koprskega urada veterinarske uprave so sporočili, da je vse potekalo skladno z zakonom o zaščiti živali in da so z akcijo lovljenja kobile nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Tako kobila po imenu Divja duša čaka, kakšna bo njena usoda. Zaenkrat je zanjo dobro poskrbljeno, saj jo njena rešiteljica obiskuje vsak dan.